Marezige je vasica nad Koprom, ki ima približno 600 prebivalcev in je bogata z vinogradi ter dih jemajočimi razgledi. Zato ne preseneča, da je postala priljubljena izletniška destinacija. Vinska fontana, prva v Sloveniji, ji je dodala še en dodaten razlog, da obiskovalci radi prihajajo sem. Lahko se podučijo o kulturi pitja vina, ga poskusijo ter so deležni pristne istrske izkušnje. Dokazali pa so, da je turizem tudi v zaledju Kopra in ima kaj ponuditi. Spredje je vinska fontana in degustacija vina in istrskih vin na vinski fontani. Poleg tega, da imamo tudi v ponudbi narezke, istrske. Na vinski fontani imamo 2 paviljona. Zunanji oziroma bolj popularen paviljon ima na voljo 4 vina. Med temi so Malvazija, Chardonnay, sladki refošk in refošk, ki je zmagal na prazniku refoška za najboljši mladi refošk leta. Imamo pa tudi notranji paviljon, kjer so na voljo buteljčna vina in je na izbiro raznolik spekter vin. Fontano so sicer odprli jeseni leta 2018. Obiskovalci lahko vino natočijo kar sami, s posebnimi degustacijskimi kozarci s čipom, ki omogočajo več poskusov različnih vin lokalnih pridelovalcev. Brez natakarja, brez hitenja, samo vi, vino in razgled. Domači fontani pravijo kar balkon nad morjem, saj ob lepem vremenu pogled sega vse do Trsta ali še dlje. Fontano je krajevna skupnost Marezige želela postaviti ravno z namenom razvoja kraja ter v skrbi za istrsko tradicijo, ki je na področju vinarstva zares bogata. V zadnjem času se je tukaj turizem še bolj razvil. Naselje ima 11 počitniških hišic. Vino slovenskih vinarjev postaja vse pomembnejša turistična panoga. Vinski turizem je neobhodno potreben, ker če imamo mi zelo dobro vino pri vinarju v kleti in o tem ne ve nobeden nič, razen vinarja, ki ga uživa, potem s tem nismo dosegli svojega cilja. Mi smo si od vedno želeli, da bi bila naša destinacija znana kot vinska destinacija, ne samo kot destinacija morja in sonca. In sedaj smo na pravi poti in mislim, da ne samo tukaj v Istri, v celi Sloveniji strmimo vedno bolj k tem vinskemu turizmu. Slovenija je vinska destinacija z bogato ponudbo izvrstnih vinskih sort. Tudi letošnja letina je dobra. Nad letošnjo letino smo vsi zelo zadovoljni. Lansko leto je bil letnik dober, vendar se je ponekod tudi razpolovil na pol. Letos je pa nekako narava poskrbela, kljub tem vročinskim valom, nam je servirala ravno prav tudi dežjav, da pričakujemo en zelo, zelo dober letnik. Povprečen Slovenec letno popije 35 litrov vina na prebivalca, kar nas uvršča na visoko 3. mesto na svetu. Pred nami sta zgolj Francija in Portugalska. Imamo okrog 70 avtohtonih vinskih sort, naši vinarji pa letno pridelajo v povprečju okrog 75 milijonov litrov vina. Ukvarjanje z vinom postaja vse bolj profesionalno. V majhnih oziroma zmernih količinah se uživanje vina tudi priporoča. Ob hrani je kozarček vina priporočljiv za lažjo prebavo. Vsekakor bi izbirala med našim kraljem in kraljico, to je refošk in pa malvazija, ker z njimi lahko dejansko pospremimo vse jedi in če bo kdo morda imel kaj proti in bo rekel, ja, za desert pa vseeno rabimo neko sladko vino, ni res. Včasih je sladica tako dobra, da jo rabimo potem z nečim suhim poplakniti, in smo potem zelo navdušeni. Kultura pitja vina je v slovenski Istri še kako prisotna. Istrska vina pa so cenjena daleč naokrog. Vinska fontana to zavest še poglablja.
Tu se čas, vsaj za trenutek, ustavi. Vino je tukaj postalo res zgodba, ki jo znajo ceniti in povedati tudi turistom. V kratkem bodo inovativnost v Marezigah nadgradili, saj se obeta odprtje prve oljčne fontane v Sloveniji.